Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, v imenu knjižnice Brežice vam izrekam dobrodošlico in vas pozdravljam na predstavitvi enega največjih projektov preiskovalnega novinarstva na Slovenskem. Predstavili vam bomo knjižno trilogijo o trgovini z orožjem z naslovom V imenu države. Med nami pozdravljam avtorja trilogije Mateja Šurca in Blaža Zgago. Pogovor z avtorjem vam bo vodil Goran Roven, posebni gost srečanja pa je Miha Molan. Beseda je vaša. Podobno predstavitev sicer prvih dveh delov smo imeli tudi v Krškem, mislim, da je bilo januarja. Danes, pa glede na to na sestavo, kakor vas vidim, verjetno ste nekateri bili tudi v Krškem, ampak večina vas ni bilo. Tako da mogoče povemo malo več o tej knjigi, tudi v prvih dveh delih, ker dvomim, da ste vsi prebrali. Verjetno pa, če vas bo zanimalo, boste si nabavili ali pa tudi knjižnici verjetno že imajo te izvode, tako da je stvar dostopna. Predlagam, da mogoče začnemo, ker ta trilogija je nastajala, oziroma prve dve knjigi ste šli lani. Prvi del nosi naslov Odprodaja, govori o prodaji orožja Jugoslavijske ljudske armade v Bosno oziroma Hrvaško, še prej, ne? Drugi del o preprodaji, kako se je preprodajalo orožje, ki je iz tujine prihajalo, seveda tudi ne samo za slovensko ministrstvo za obrambo oziroma slovensko vojsko, ampak tudi za naprej. Tretji pa je prekrivanje, o tem bo tudi danes največ govora. Pa predlagam vsem, da malo, Blaž, poveš, kaj je v prvem delu, na kratko, da ne bomo predolgi vse skupaj. Hvala za vprašanje, lep pozdrav vsem skupaj. Ja, v bistvu zdaj lahko poveva, da sva nekako vse tri dele imela v grobem že napisane, še preden je prva knjiga izšla. V bistvu sam si ne bi upal napovedati trilogije, ampak v bistvu najprej sva imela cilj napisati samo eno knjigo. Eno knjigo, pač nekaj 100 strani, že to zgodaj sva pa ugotovila, da je možno celo to dogajanje, ki ga pač razumemo pod imenom trgovine z orožjem, razdeliti v tri dele. In zdaj v grobem si želim predstavo, delitev odprodaja, preprodaja in prekrivanje. V bistvu odprodaja je pa tista, ki je nekako vsaj količinsko gledano in tudi vsebinsko nekako se mi zdi zelo pomembna za Slovenijo in tudi njene državljane in zlasti v bistvu davkoplačevalce. Zakaj gre? Nekdanja Jugoslovanska ljudska armada, ki predstavlja oborožene sile nekdanje federacije, imela za 220.000 ton streliva v svojih vojnih rezervah. Poleg tega je imela še okoli 500 milijona ton različnih goriv in maziv, več kot 800 ton rezerv zdravil in nekaj milijonov kosov rezervnih delov za svoj glomazni vojaški aparat. To so podatki. V prvi knjigi nekako zelo nadzorno prikaževa, koliko orožja je približno bilo, potem par skladišč, kako so jih oskorili, kako so jih spraznili. V bistvu zelo pomembno poglavje Rukina Ekspres, v katerem jasno dokumenti, ki so jih pridobila tudi od hrvaških kolegov, prikaževa, da je Josip Vukina, eden najbolj zanesljivih ljudi Vladimirja Zagorca, redno prečkal mejni prehod v Brežice, tukaj v bližini, tudi večkrat na teden z dvema tovornjakoma. V eni smeri je nosil kovčke z nemškimi markami, vračal se je pa s polnimi tovornjaki. In na koncu bi se predstavila še, kako je Slovenija takrat urila proustaške pripadnike Hrvatskega obrambnega sveta, HOS-a, pač Paragova strankarska vojska in še okoli 500 pripadnikov muslimanskih borcev se je urilo v Sloveniji. In vse to se je dogajalo pač v zapletenih, varnostnih in mednarodno-političnih razmerah, ampak takrat je tudi že veljal mednarodni embargo, OZN na izvoz orožja, kateri Slovenija je bila članica tega embarga. Seveda vsi pravijo, kršili so embargo vsi,
Res je, veliko držav ga je kršilo, ampak prepričan sem, da je Slovenija ena tistih redkih držav, v kateri pa tisti, ki so kovali vojne dobičke, niso bili kaznovani, ampak so, bi prej rekel, so še danes na oblasti. No, omenil si, da ta denar je prihajal tako v kovčke, verjetno s gotovino, v konvertibilni valuti, ne v takratnih dinarjih, dolarjih, kar smo že imeli. Je znana kakšna cifra, kakšni zneski so se takrat obračali v tem prvem delu z odprodajo orožja Jugoslovanske ljudske armade? Ja, v bistvu ravno v tem poglavju Vukina Ekspresmana so se stavila iz večjih različnih dokumentov, torej cela trilogija temelji na več kot 6000 uradnih dokumentih, s katerih so bile umaknjene znake tajnosti. In ta primer je zelo zanimiv, v bistvu najprej je depeša mejne postaje policije na Obrežju, v kateri so ustavili Josipa Vukina in Tomislava Mesiča iz hrvaškega ministrstva za notranje zadeve. In sta kar rekla na policiji, da ima ta 3 milijone mark, pa da gresta na ministrstvo za obrambo in potem so vse to skupaj prešteli. Torej pač enkrat v eni rundi so prepeljali 3 milijone mark samo, ampak zelo pomembno je to, da nam je potem uspelo najti dokument, poročilo posebne sledilske skupine slovenske policije, ki je spremljala te dva možakarja od Obrežja do centra Ljubljane, kako sta se cel dan gibala okoli ministrstva za obrambo, kako sta telefonirala in potem na koncu dneva stopila z nekim zabojem v stavbo ministrstva za obrambo. In potem, ko sva preverjala še magnetograme prisluhov, ki jih je izvajala varnostna informativna služba po odredbi sodišča, na isti dan popoldne Josip Vukina klical Nikolaja Omana, v bistvu enega pomembnih preprodajalcev orožja in kar je še pomembnejše, klical je takratnega direktorja uprave za logistiko ministrstva za obrambo Ludvika Zvonarja in iz teh razgovorov je jasno razvidno, da so se pregovarjali o višini provizij in o poslih z orožjem. In na koncu, potem obstajajo še dokumenti, kako naslednji dan so začeli potovati konvoji tovornjakov iz Kočevske reke na Hrvaško. Naknadno sem na tem dobila podatke, da je šlo v bistvu za preprodajo, da je šlo tukaj za prevoz blaga, ki je prispelo z ladjo v Kočevsko reko in pač se potem prodaja naprej. Ampak v bistvu številke so bile velike. Pri samo enem prevozu je bilo pač milijon, je bilo v bistvu mehna vsota. No, vse skupaj naj bi vodilo ministrstvo za obrambo. Seveda so bili popleteni tudi ostala ministrstvo za notranje zadeve, carina, policija, vojska, verjetno tudi, ki so prevažali, pa tudi neki posamezniki, ki so vršili prevoze oziroma Viator, Vektor, neke druge firme so omenjali, Orbis. Je to potekalo z vednostjo tudi političnega vrha ali ne? Julija 1991 je Svet za obrambo pri predsedstvu Republike Slovenije sprejel zelo tajen sklep o tem, da se del zalog iz vojaških skladišč odproda oziroma nudi kot pomoč Hrvaški. In v bistvu na podlagi tega sklepa so potem dejansko vsi državni organi, ki so imeli te pristojnosti, v bistvu so izpolnjevali. Tukaj je v bistvu na nek način neki izvirni greh, kajti predsedstvo je takrat dovolilo prodajo, ni ga poskrbelo za nadzor. In na koncu se je, v bistvu to je največji težav, kajti tajne službe so tiste, ki bi morali nadzirati. In v bistvu, če bi prišlo do kakršnega koli okoliščanja, nepravilnosti, te storilce preganjati in jih razkrinkati. Ampak, če so pa same prodajale orožje, kar se vidi vojaška obveščevalna služba in civilna obveščevalna služba, so bili tisti, ki ste bili glavni izvajalci tega. Potem se vidi, da nadzora nad njimi ni bilo, kdo nadire nadzornike. V Sloveniji nišče in to je v bistvu bilo idealno, ko išče korupcijo, ki je potem, kot vidimo v zadnjih 20 letih, v bistvu ni več izjema, ampak je prej postala pravilo. Ta odprodaja se je potem razširila, ker je seveda orožja zmanjkalo oziroma niso smeli vsega prodati.
Mi mogoče zdaj, Matej, malo več o drugi knjigi, ko govorimo o že preprodaji, ne? Ja, dober večer najprej, me veseli, da smo spet skupaj, tisti smo bili pred pol leta, dobrega, slabega pol leta skupaj v Krškem in da lahko nadaljujemo. Takrat je bila druga knjiga zunaj, no, zdaj je tretja in sploh so ti kraji zelo zanimivi, ne, tudi z časa našega osamosvajanja, ko so bili le prvi na udaru, ne, vse zadnje se je tukaj valila ta, te tankovske kolone in nikoli nisi vedel, ko bo vojna, ne, recimo pljuskne čez mejo, nikoli nisi vedel, kje se bo ustavila, ne. Težava vojne je zmeraj v tem, da je nepredvidljiv konec, ne. To vedo tudi generali, vedo vsi, ki se s tem ukvarjajo, ampak vedo pa tudi, da so vojni dobički pa tudi nekaj pomenijo, ne glede na to, na nepredvidljivost, ne. No, ko je Goran omenil to preprodajo, dejansko je bila Slovenija takrat v taki prijetni zadregi, ko so tukaj se umirili spopadi, ko je bil dosežen dogovor v Beogradu 20. julija 1991, jaz kot poročevalec, dopisnik Radia Slovenije sem imel takrat priložnost, da sem bolj ali manj slučajno se tam znašel v Beogradu, ko so o tem razpravljali. Bilo je neka celonočna sednica predsedništva je bilo tisto predsedstvo SFRJ, ne. Drnovšek je po dolgih mesecih spet bil dol, ker so ga Srbi spravili, so rekli, lej, gospod Drnovšek, ti imaš 5 srbskih glasov, še svojega daš, pa gre, oziroma 4 srbske glasove plus tvoj, pa gre vojska ven in točno to se je zgodilo, ne. Ko sem enkrat po noč tam v palači Federacije srečal, mogoče se da bi še spomnili, ne, Ante Marković, predsednik vlade, rekel pa, dobro druže predsedniče, šta še dešava, rečete, postiči nešto, ne znam ja ništa, rekel, pitaj generala, tako da sem takoj videl, ne, kdo vodi to državo, ne. In če govorimo o tej prijetni zadregi Slovenije, namreč pred osamosvojitvijo je Slovenija pač mogla naročiti orožje za obrambo Slovenije in to tako orožje, s katerim bi lahko ustavljali tudi prodirajoče enote, oklepnike, tanke, JLA, torej protioklepno orožje in pa seveda tukaj blizu, Medvedjek in tako naprej, vemo, kdo je bil največji sovražnik, ta letala, ki so res sejala smrt in zmedo in zraka, pač se ne ve točno, koga zadane, koliko je škode povzročeno in tudi protiletalsko orožje je prišlo. V glavnem, 20. junija je prišla prva uradna pošiljka za ladjo iz Bolgarije in tam je bilo to protiletalsko, protioklepno orožje in pa pehotno orožje in ko je bilo tukaj v Sloveniji, so potem naši politiki in generali in tisti, ki odločajo o naši usodi, rekli, da se pa lahko vsem usvojimo, gremo lahko enostransko v to pač, ampak potem so prišle pa šišti ladje, ker pa zdaj s temi ladjami, ko ni več tukaj spopadov, neki orožje so razdelili teritorialcem, večinoma je pa ostalo in so rekli, zakaj pa ne bi mi to lepo preprodali naprej, ne, in dejansko odkrito rečeno je v tem segmentu slovenske trgovine z orožjem znano najmanj. Že sama preprodaja je toliko bizarno, tudi za nekatere veterane, oficirje, da sploh niso vedeli, da se to res dogajalo. Ampak v okviru teh kontingentov zabojnikov, ki so prišli z ladjam, je bilo toliko orožja, take količine, midva se ga popisala v drugi knjigi, ko govoriva o poljski navezi, ukrajinski navezi, potem bolgarski zvezi in pa o pošiljki iz Romunije, 2 ladji, polni z pehotnim orožjem, zlasti z municijo. Večino tega orožja je šlo na Hrvaško. To je dejstvo. Zato, ker smo midva pač dobila dokumente, ki govorijo, da je pač ladje so prišle, odkot so prišle, kaj so imele gor, seveda ni pisalo, da je
da gre za orožje, ampak je pisalo, da gre za poljedelsko opremo, za medicinsko opremo, tehnični, ne vem kakšna sredstva, vse drugo. Ampak čudno pa je, da so pač ti ladji pričakali predstavniki hrvaškega obrambnega ministrstva, hrvaški obveščevalci, pa policaji hrvaški, pa slovenski, pa še naši visovci, pa še kdo, ne, tudi Bavčar pa Janša, prav, da sicer da niste bila tam nikoli v Luki Koper, nekateri so jih videli, ampak če pa niste bila tam, ste bila pa blizu in ste to opazvala, tako da naj se ne sprenevedata, ne. V glavnem, kako so te dobičke kovali, si večinoma lahko ugibamo, si mislimo, koliko je provizije bilo zaračunane, vemo, da je bila, zato ker je v poglavju zadnjem poglavju, v drugem delu, piše, da določen kontingent ni prišel do roke Bosancev, ker so pač slovenska strana zahtevala visoke provizije. Bosanci so mogli pa plačati Hrvatom in Slovencem, da so lahko reveži muslimani orožje dobili za obrambo pred srbsko mašinerijo, ki sta ga vodila Karadžić, Mladić pa pod patronatom Miloševića, toliko o tej naši doslednosti, oziroma neutralnosti v vojni. Tako, potem se je tudi videl v tretjem delu pojasnjeno v primeru, v poglavju Maribor, kako smo mi Slovenci podpirali, bi rekel, en del slovenske politike je podpiral Bošnjake, drugi del pa podpiral Hrvate v Bosni. Hrvati pa Bošnjake so pri povojni med sabo, krasno. Tako da v poglavju Mariboru je to pojasnjeno. Kar se tiče te preprodaje, bi sam eno zadevo in zgodbo povedal, ki je opisana tudi v enem od poglavij. Namreč, ko so to orožje odprodajali, je Blaž o tem govoril iz skladišč Jugoslovanske ljudske armade, je kar naenkrat začel zmanjkovati tega orožja. Seveda potem je prihajalo novo z teh ladij in je šef vojaške obveščevalne Andrej Lovšin je rekel svojemu šefu, ministru za obrambo, je rekel, poslušaj, kaj pa če bi mi tako naredili, da bi to orožje enostavno preprodali naprej, ker dobijo podatek, da recimo, če pač kupijo orožje v tujin, dajo 1 milijon za njega, potem ga oni prodajo za 1,3 milijon, tako da je 300.000 mark čistega dobička. Pa je Janša rekel, da to pa ni slaba ideja in so to res poskušali narediti, da so kupili, da bi nakupili pač orožje v tujin in ga potem preprodali naprej, ampak se jim pri prvem poskusu zelo zalomilo, ker so bili pač naši preprodajalci toliko nespretni, da so vplačali za orožje nekemu Grku, nekemu podjetju, ki sta ga vodila neka Grkinja in neka Ciprčanka in potem ni bilo ne denarja, ne orožja in potem so naši vrli, bi rekel, kako so jih imenovali, apostolovci iz Vrhnike, poskušali ugrabiti tega Grka in to se je zalomilo in kaj se je dogajalo, kako smo se mi takrat osramotili, piše v poglavju s pomenjenim naslovom Ugrabitev v Celovcu in ali so vsega krive ženske, ker ta ženska Ciprčanka je pač rabila denar in je pobrala in nikoli več nihče iz Slovenije ni videl. Pobrala je pa takrat blizu 1.800.000 nemških mark. V bistvu je bilo tukaj več, ko bi rekel, linij. Eno je bila, kot smo rekli, odprodaja skladišč. Potem je recimo za nakupe orožja v tujini in preprodajo je vodila uprava za logistiko, ki jo je vodil Ludvik Žvonara. On je bil prej direktor protokolarnega objekta na Brdu in je imel ogromno mednarodnih povezav. In je bil v teh zadevah, kolikor so slišali, tudi že prej. Za njegovega v bistvu kolega iz Ministrstva za notranje zadeve, Franca Kosija, pa tako z veliko stopnjo verjetnosti rečemo, da je on že prej kupoval orožje za Zvezno ministrstvo za notranje zadeve. In je tudi imel v bistvu zveze v tujini, vedel je, kje se je ta kup, na kakšen način se to izpelje. In v bistvu
oni so seveda izredno pomemben nakup je bil izveden ravno tik pred začetkom osamosvojitve, ki je obsegal to pošiljko, ki je prišla 20. junija, na kateri je bilo zelo pomembno protioklepno in protiletalsko orožje, ampak zatem so pa, to je bil dobavitelj, je bilo bolgarsko podjetje Kintex. Potem je pa, mislim, da že septembra in potem druga ladja je prišla decembra in 3. aprila, je pa Slovenija kupila moderne ruske protiletalske rakete Igla, SA-16 in protioklepne rakete srednjega dosega Fagot. Posel je bil vreden približno 33 milijonov ameriških dolarjev in to orožje je Slovenija dobila pod pogojem, da ga ne proda naprej. To je bilo v bistvu mednarodni politični dogovor, države, ki so stalne članice Varnostnega sveta OZN, so prodale in so tudi vedele in v bistvu pač skrivni državni posel in ta posel je bil izpeljan. Ampak mislim, da je bilo 21. septembra 1991, ko je prišla ladja Ardal iz polskega pristanišča Tinja, pripeljala nekaj 10 lanserjev in nekaj 100 raket Igla, je poleg teh 3 zabojnikov prišlo še 14 ali 16 zabojnikov za Kalašnikovi za nadaljno preprodajo. Tukaj je bil pa ta v bistvu dodatni zaslužek, ker so v bistvu vse te legalne posle, ki so v bistvu prepeljali v bistvu orožje za obrambo Slovenije, ni bilo prodano naprej, ker je bistveno povečalo obrambno sposobnost teritorijalne obrambe, so izkoristili, da so pripeljali še dodatne pošiljke orožja, ki so jih preprodajali naprej. In na koncu, v bistvu, čisto posebno poglavje, v bistvu tukaj uradne nabave obsegajo 5 ladij. 5 ladij je prišlo od tega, prva je 20. juni 1991, najpomembnejša, potem je bila ladja Ardal, je bila 21. september 1991, potem sta še 2 prišli do konca leta 1991, 5. je prišla po velikih zapletih, ker so se trgovci z orožjem na Ministrstvu za obrambo in notranje zadeve začeli prerekati med sabo, je prišla 1. aprila 1992, 6. ladja, ki je bila pa razlog za te zaplete, je pa naročilo Ministrstvo za notranje zadeve in to pri istem dobavitelju iz Dunaja. To orožje je bilo sicer namenjeno za muslimanske kupce in v bistvu problem je bil v tem, da so dobavitelj z Dunaja rekel, to je zame ista država, vi ste to orožje naročili, plačate. In ker niso mogli prodati, ker so seveda prodajali isto orožje, ki je prodajalo že velenjsko podjetje Orbis Prej, je prišlo do zapletov. V bistvu nekako se je izkristaliziralo v teh najnih preiskavah, da je največji nasprotnik trgovcev z orožjem drug trgovec z orožjem. Zakaj? Ker prinaša konkurenco, znižuje cene. V bistvu vsi trgovci nekako so poskušali vse druge izrin, da imajo monopol. O tej trgovini z orožjem je bilo sicer tudi v naši javnosti veliko govora, veliko se je pisalo. Tudi ustanovljenje je bilo kar nekaj teh preiskovalnih komisij v državnem zboru, ki pa nobena ni pripeljala stvari do konca. No, tudi o tem in še drugih stvarih pa govorita tretji del trilogije prikrivanja. Ja, tako je, to je nekako zaokrožen ta odprodaja in preprodaja v ta del obdobje trgovine z orožjem od 90 pravzaprav do 93 in tam do začetka, 94, ne. In tako je, ne, sej gospod Molan bo mogoče kot insider, ne, vedel več, ali pa bo rekel, da to, ne, da ni vedel, ne. Zdaj, vedno se tudi jaz sam sprašujem, te ljudje, ne, ki so dejansko bili kot operativci, ki so bodi si spremljali te konvoje, bodi si na obrambnem ministrstvu sprejemali hrvaške oficirje in predstavniki kriznih štabov, ki so s kovčki denarja prišli v Slovenijo in moledovali za orožje po kakršnikoli ceni, samo čim prej in čim več orožja. Zdaj, tem ljudem seveda
ni za zameriti, jasno, so pač mislili, da delajo v imenu države, v korist države, da je to pač neko naređenje, ukaz za vrha, da je pač to treba narediti. Tudi sami, njihovi nadrejeni so govorili, da je to ukaz predsedstva, da se pomaga Hrvaški oziroma pozneje tudi Bosni, da se vojna nekako obdrži na njihovem ozemlju, da ne pride spet nazaj ta vojni požar v Slovenijo, da je boljše, da se to učil v Slavoniji kot v Sloveniji, ampak to vprašanje, ki so se jih, kako je Goran omenil, te preiskovalne komisije, ki so se jih zastavili deli preiskovalci, bodisi in kriminalisti, že kmalu, že med samo trgovino z orožjem in pa pozneje, in pa sploh parlamentarne preiskave, kam je šlo to orožje oziroma koliko je bilo tega orožja, ki je bilo prodano na Hrvaško, kje so evidence, po kakšni ceni se je prodajalo, kje je ta denar oziroma koliko je bilo tega denarja in zakaj je bil ta denar porabljen. To so vprašanja, ki so tako rekoč brez odgovora. Mi dva sva si tudi postavila nek cilj, da poskušamo odgovoriti na to vprašanje, na ta vprašanja, oziroma zakaj se na ta vprašanje ne da odgovoriti, ker cilj ni tisto, zdaj pa smo prišli do te številke, torej 140 milijonov mark je bilo vredno to orožje, ki je bilo prodano takrat v letih 91-93 na Hrvaško in v Bosno, torej to je to. V bistvu ja, to je en okvir, to so nekako zračunali in to ne na podlagi nekih domnev, govoric in tisto približkov, ampak na podlagi ohranjenih dokumentov, na podlagi količin, ki so bile prodane iz Slovenije in pa na podlagi cen, ki jih je v svojem poročilu zapisal Janez Janša. Zdaj smo pa pri osnovni stvari, Janševo poročilo. Mislim, da je eno ključnih dokumentov poročilo Janeza Janša o trgovini z orožjem od maja 90 do septembra 93. On se je vedno skliceval na to poročilo in še danes se sklicuje na to poročilo in to poročilo ni nič drugega kot zavajanje in še enkrat zavajanje ter še prikrivanje zraven. On je vedno govoril, ne to poročilo pride v javnost, ne pride na dan in se umakne oznaka zaupnosti in iz tega poročila bo vse jasno, to je alfa in omega tega, kar smo mi počeli. To je pa tisto, kar ni res. In jaz sem prav, ko sem se sam ukvarjal s tem, tisto poročilo seciral, pa ga primerjal z drugimi dokumenti, sem bil pa res užaljen, bi rekel, počutil sem se pa res prevaren, kako nas ima človek za norca, kako pravzaprav se res mislil, dajmo se zlagati, se bojo verjeli, zato sem to jaz rekel. Ne moreš verjeti, na kakšen način je lahko tako pocedna žejnec čez vodo pel. On je priznal, da se je orožje prodajalo za gotovino. Ampak je rekel tako, orožje se je v bistvu prodajalo za nafto. Šlo je za kompenzacije, mi smo Hrvatom dali orožje, dobili smo nafto. Tele Petrol pa Ina Nafta Lendava oziroma Nafta Lendava so je dobila od Ine, nafto so prodali obrambno ministrstvo. To je bil tak krok, to je v bistvu, te naftne podjetja so bila samo kot posredniki. To je on nekako to smatral, da je to za gotovino, potem se je rekel Janša nazaj, rekel še, da so gotovino, da je bilo samo tako, da so jo Hrvatje pač puščali tam, deponirali gotovino, ker so potem kupovali orožje tam v tujini, a ne da pač bi mi hranili na obrambnem ministrstvu, ki je bilo kao varno, da se potem tiste kovčke puščali in to so sami tudi trgovci zanikali, da je to čista Janševa izmišljotina. Torej, on v svojem poročilu trdi, da je vrednost orožja, ki je bilo prodano za nafto, 27,2 milijona. Mi smo zaokrožili tam tudi preiskovalci in Ujetova komisija so govorili o 28 milijonih. Potem se je ugotovil, da to enostavno ni res. Na podlagi temeljitih preiskav, na podlagi temeljitih, bi rekel, izpraševanj teh ljudi, ki so se s tem ukvarjali. In so sami povedali, da so pač gotovina prihajala
v njihovo pisarno, da so jo vzeli, da so potem po posebej, bi rekel, utečeni proceduri to orožje prodali, ko je prišla gotovina, so skrati z gotovino Hrvatje tudi dali seznam želja, kaj želijo, kakšno orožje dobiti. Zaledniki so pogledali, če to orožje imajo in so potem sporočili skladiščem, naj to količino orožja izuzamejo. Zato je bil zadolžen, mislim, da je imel funkcijo namestnika poveljnika Republiškega štaba teritorialne obrambe, brigadir Peter Zupan. In preiskovalcem je on prinesel dokumente, kjer je ta količina orožja navedena tam. In potem so preiskovalci na podlagi teh dokumentov, ki jih je Zupan prinesel, so izračunali oziroma videli, kakšne količine so bile prodane in pomnožili s cenami, ki jih je Janša v svojem poročilu napisal in so prišli do številke 140 milijonov. Sam, to je zdaj spet tista teorija. 140 milijonov je tisti minimuma, če upoštevamo cene, ki jih je Janša navedel v tem poročilu, po katerem je govoril, da so samo z prodajo za nafto oziroma z kompenzacijami to orožje dobivali. Ampak v praksi, in tudi je v knjigi zelo nazorno napisano in dokazano, še zdaleč niso prodali po teh cenah, ampak po cenah, ki so bile 3, 4, 5, tudi 7-krat dražje, kot je to Janša sam priznal. In to je tretje poglavje Mogetove komisije, ko je en hrvaški član obrambe Splita, ko je prišel v Slovenijo, mu je Lovšin sam napisal cene in s tem dokumentom, s tem cenami je potem šel na Hrvaško in rekel, poglejte, toliko zahtevajo za orožje. Split je bil takrat pod ognjem JLA in niso bili druge izbire, kot da po takih cenah kupijo orožje in to protiletalsko, protioklepno orožje, ki so ga res krvavo potrebovali. In ta dokument je dejansko bi mogel biti na obrambnem ministrstvu oziroma v vojaško-obveščevalni službi, pa ga niso našli. So ga uničili, je bil skrit, nekdo ga je umaknil, ampak potem je na pobudo namestnika Janeza Janše na položaju obrambnega ministra, to je Jelka Kacina, ta dokument, ta gospod, ta oficir iz Hrvaške, vnovič prinesel oziroma ga izročil Kacinu in je prišel v Slovenijo. Tako da je tukaj ta dokument zapisan in točno jasno se vidi, da kakšne so bile cene. In kljub temu, kljub vsem dokazom, šef vojaško-obveščevalne, čeprav je sam napisal, pa čeprav je dokazano z potrdilom, da je to rokopis, ki ga je oficir Hrvaške dobil od slovenskega šefa obveščevalne, torej Lovšin to zanika. Zdaj, mi več kot dokazati z nekimi razumnimi dokumenti, črno na belem, midva pač kot novinarja ne moramo. Zdaj, da bi midva obtoževala, nimava niti ingerenc, nimava niti, bi rekel, ni najmanj posel, to je stvar nekoga drugega. Zdaj, če tega posla niso naredili tisti, ki bi morali, pač njihova stvar. Rad bi pa povedal nekaj, da nama, midva sva v bistvu imela to možnost. Nama je bilo omogočeno tudi strani nekega državnega uradnika, to je informacijska pooblaščenka. In na tem mestu bi rad poudaril, da kakorkoli govorimo o naši državi, o naših politikah tako ali drugače slabo, vendarle se v tej državi tudi da nekaj narediti, tudi se da stvari, ki se zdijo na prvi pogled nemogoče pripeljati v javnost in ponuditi ljudem, vam, ki vas to zanima, ki to berete. To je tisto, kar je pač naloga nas novinarjev. Tudi moramo biti novinarji samo kritični, kako, recimo, ker sem se zbirala tudi javne vire, sem recimo zbral vse, kar je bilo napisano na tej preiskovalni komisiji, ali pa sploh v trgovini z orožjem, imam cele fascikle, mape, pa gledam, Janša, to je trgoval z orožjem, našli dokument pri Janši, spet Janša, potem pa
odprem, aha, z orožjem trgoval tudi Bavčar, ne? In je nek drug novinar, takrat se nisem niti, rekel, toliko opazil, ne? Ampak potem, da sem bil pozoren na to, aha, sem videl, nek dokument je bil tam objavljen, za ta dokument se je pozdaj izkazal, da ga je Janša dal tistemu svojemu novinarju in ta njegov novinar je lepo napisal, torej, evo, tudi Bavčarji so potem sleda, ne spet, pozornost javnosti prenešena na Bavčarja. Tako da je tudi tole, rekel, mi novinarji smo bili majhen, kako bom rekel, verje smo, ne, tisto, ne, greš na prvo žogo, ti enega dokument objavaš in misliš, da si svoj del upravil, ne. Ampak mogoče takrat pred 10 in več leti se niti ni točno vedel, ne, zakaj, o čem je poanta, je res to taka velika stvar. In tudi sam, jaz moram reči, da sam nisem vedel, ne, da je v bistvu poanta tega dela v tem, da ne veš, kakšen bo izid, ne veš, kako bo, a boš kaj prišel, ali ti bojo prej preprečili, ampak moram pa reči, da se pa nisem bal, da bolj sem kopal, to bolj me ta stvar zanima. No, naj povem še, pomoče v vodo sem pozabil, da Matej Šurc je še vedno dopisnik oziroma novinar Radia Slovenija. Blaž Zgaga pa je bil prej na Večeru, tudi za Delo je delal, zdaj pa je svobodni novinar od leta 2008 in se posveča raziskovalnemu novinarstvu. Jaz, ko sta pripravljala tretji del, seveda nisem vedel, kaj bo noter, me je presenetilo, verjetno tudi koga drugega, da nista se ključila s tem, kar si zdaj ti govoril, o prikrivanju, ampak da sta nadaljevala v bistvu sedanjost. Da tretji del govori tudi o nabavi orožja zdaj, v Patriji in tako naprej, mogoče malo več o tem. In zakaj je to tudi v tem delu? Ker bi pričakoval, da bo to naslednja trilogija. Ja, v bistvu v Sloveniji bi se dalo napisati mnogo trilogij, ker je tudi o privatizaciji, o kakšnih drugih stranpoteh. Zakaj? V bistvu tudi midva se tega, ko rekel, tako kot Matej rekel, niso vedela, kaj iščeva, ker sta v bistvu vso to veliko množico informacij so organizirala v 4 valjde podatkov in šele iz tega so se nekako potem začeli pojavljati prvi vzorci in na ta način sva bila sposobna razbrati, kaj je zrno in kaj je plev. Ampak v bistvu to, da se zadeva nadaljuje v sedanjost, za afero Patria so krivi kar akterji sami. Recimo mene pogosto dobivam očitke, da vedno preiskujem Janšo in zakaj skozi Janšo. Ampak bi rekel, jaz samo upravljam svoje delo novinarsko, pač preiskujem nepravilnosti, specializiran sem zlasti za obrambne vojaške zadeve in obveščevalne in ni moja krivda, če se že 20 let pojavljajo eni in isti ljudje. Se pa lahko vprašamo, v kakšni državi živimo, da, ko bi rekel, milijoni dolarjev mark so zginili, prvi, ki so res izdajali za res zaupne informacije, so bili ravno tisti, ki bi jih morali varovati. V bistvu Janša je že bil obsojen zaradi tega v prejšnji državi, ampak tudi v tej državi je bil en prvih, ki je javno objavil na tiskovnih konferencijah mnogo zaupnih dokumentov, tako z ministrstva za obrambo, kot tistih, ki so imeli oznako uradno tajnost. In v bistvu vedno znova eni in isti ljudje, ki jih pravosodni sistem ni odkril, preganjal in na koncu tudi obsodil tistih dejanj, ki bi si to zaslužila. In zato seveda trilogija pač končamo z največjim nakupom orožja v zgodovini Slovenije, 278 milijonov evrov vreden posel. Vsi vemo, takrat je bil Janez Janša, takratni, nekdanji obrambni minister iz časa trgovine, založen predsednik vlade, tudi danes sem na istem položaju. In v bistvu Matej sva temeljito proučila obe obtožnici, oziroma obtožni predlog iz Slovenije. Obtožnico je podala na Dunajskem deželnem sodišču in kazensko ovadbo oziroma poročilo finske policije, ki zdaj poročujejo finski tožilci, in po medsebojnih primerjavi vseh treh izdelkov preiskovalcev, to je v bistvu eden največjih mednarodnih preiskovalnih projektov v Evropi. To je prvič v zgodovini Evropske unije, da so 3 države ustanovile skupno preiskovalno skupino, Joint Investigation Team.
v okviru Eurojusta in Interpola, Europola. Ne? In v bistvu, bilo je tudi zame kar presenečenje, ker sem sestavljal te dokumente skupaj, da je v bistvu, po mojem mnenju, bistvo afere Patria. Predstavnik finskega podjetja za Slovenijo, Reijo Nitinen, ki je bil zaprt nekaj mesecev, oziroma pridržan, je julija 2008 priznal kot obtoženec, oziroma kot osumljenec, ki seveda lahko govori tudi neresnico, je priznal, da so za to, da bo del denarja končal v Slovenski demokratski stranki, v podjetju vedeli, še preden so podpisali krovno pogodbo z avstrijskim posrednikom. Ta pogodba je določila, da ta posrednik dobi 7,5% od celotnega posla. In ta pogodba je datirana na 6. september 2005. Finski kriminalisti so potem v preiskavi ugotovili, da je bila v resnici podpisana 15. decembra 2005, vendar je bila antidatirana. Hkrati so v svojem poročilu zapisali, da je istega dne Patria uradno določila podjetje Rotis kot lokalnega predstavnika v Sloveniji. In kar je najpomembnejše, istega dne 15. decembra 2005 je Slovensko ministrstvo za obrambo pričelo uradni postopek na nakup oklepnikov. Torej, v bistvu, ne samo, da je bil posel razdeljen, odkupnine so bile že vnaprej dogovorjene mesece, preden se je sploh začel posel, za katerega smo mesece in mesece poslušali, da je najbolj transparenten in najbolj učinkovit posel. Slišali v zvodu, da je del te trgovine oziroma transporti so potekali tudi čez naše ozemlje. Jaz sem sicer takrat spremljal te stvari, ampak niti zdaleč se mi ni sanjalo, kaj se dogaja. Seveda smo vsi verjeli, da gre to z nekim žegnom države in tako naprej. Verjetno je pa Miha Molan, ki je bil takrat na upravi oziroma policijski upravi Krško in kasneje tudi na Ministrstvu za notranje zadeve kot državni sekretar, te stvari bolje poznal in vedel. No. Moče kaj iz njegovega stališča, tudi še kaj novega zvemo, kar ni v knjigi. Ja, lep pozdrav vsem. Najprej iskrene čestitke bi vam avtorjeva za ta tri knjige, ki so vzeli kar 3 dni izbrane, no? Ker so se hitro prebrali, ker so dobro berljive, zlasti prva in tretja. Težko je spustiti, ko začneš in greš običajno v pozno noč. Tako da iskrene čestitke in pa čestitke, če kaj velja za vajen pogum, pa upam, da pogledate vsak dan, da so gume še pretarjene, pa od obale ni treba predaleč plavati, če upoštevate to, kar sta za gospoda Mogeta napisala v knjige. Zdaj, kar se tiče te vsebine, trgovine z orožjem, jaz če bi karkoli dodal, bi spadal mogoče malo čudno, ker to je res kompleksno delo, ki je narejeno vrhunsko. Zdaj, kar se pa ostalih zadev tiče, še kaj za dodati, vedno bo še kaj za dodati, jaz sem prepričan, da bo ta avtor še veliko napisala. Kar se same trgovine z orožjem tiče, mogoče malo zgrešeno mnenje, da se ta začela 90. leta, oziroma 91. leta. Lahko povem to, da začela se trgovina takoj že po razložitvi, kot pravi, ni razložitev, povzem orožja, teritorialni obrambi 17. in 18. maja 90. Zdaj govori se o tem, da to bi pač alibi za trgovino z orožjem, ker je slovenska teritorialna obramba in oborožene sile stojale brez orožja. Res je samo alibi, ne? Ker slovenska teritorialna obramba nikoli ni bila razorožena, ker je treba upoštevati dejstvo. 30 občinskih štabov teritorialne obrambe je že do 17. maja 90 hranilo orožje v vojaških skladiščih, ker v svojih skladiščih niso imeli ustreznih prostorov. Teh Jugoslavijska armada ni razorožila, ker smo se sami razorožili. Od preostalih 30 oziroma 32, ker zraven se še šteje enota v Kočevski reki, jih je 16 občin ni oddalo orožja. Torej jim je ostalo orožje, ostalo je pa tako ali drugače orožje odpeljala Jugoslavijska armada. V Posavju je to bilo odpeljano iz Sevnice 17. in 18. maja, Brežice in Krško sta orožje v državi.
Rado se zdaj govori celo ena lepa knjiga, jaz bi rekel izredno bogato, opremljena je napisana o veleizdajalcih Republike Slovenije, ki so omogočili to razorožitev. Ampak ni pa nišče od teh avtorjev v tej knjigi napisal, da so ti isti avtorji konec avgusta 90 pobrali v slovenski milici kompletno protioklepno orožje. Slovenska milica je bila do takrat oborožena rekli smo RG, to je M57, raketni metalec min. To je imela vsaka enota policijska, v Posavju smo imeli teh RBO-8. To orožje je bilo skladiščeno v naših skladiščih, ker pa nismo imeli pogojev za minsko eksplozivna sredstva, so bila te mine za te raketomete oziroma za RV so bile skladiščene in pa vsi tromploni, torej imeli smo in kumulativne in trenutne kumulativne mine, so bile skladiščene v skladišču v Gasicah, enako kot Glard, teritorijalne obrambe in še nekatere druge eksplozivne sredstva. Torej, konec avgusta je bila sprejeta odločitev, da se to orožje in pa minsko eksplozivno sredstvo poberejo in prepeljajo v Ljubljano. Če je kdo bral knjigo na južni meji, ki je napisal Pavlo Čelik, tam opisuje, kako mu je minister Bavčar naročil, da preveri, ali je možno kakorkoli s protioklepnimi sredstvi pomagati Republiki Hrvaški. Se spomnite, takrat so tisti dogodki na Plitvicah in tako naprej. In po tej oceni republiškega vodstva, da bi bilo možno nekaj pomagati, so pač sprejeta sklep in so to orožje pobrali. V začetku oktobra, konec septembra je bilo to orožje tudi v Krškem pobrano. Mislim, tu je Pišveljke Presker, ki je takrat bil na upravi za notranje zadeve, ki je moral, ki pač po položaju mu bilo določeno, da gre v crkve in to orožje dvigne, oziroma minsko eksplozivno sredstvo in so bilo naslednji dan odpeljano v Ljubljano. In so bila prodana na Hrvaški. Torej gre za res pravo razorožitev slovenske milice. In pa moram povedati, da v Posavju, pa niso samo v Posavju, to v celi Sloveniji, tudi specialna enota, ki je bila ustanovljena šele avgusta 90, prej slovenska milica ni imela specialne enote, avgusta 90 je bila ustanovljena, tudi v specialni enoti so pobrali vsa protioklepna sredstva. Mi v Posavju nismo imeli nobenih protioklepnih sredstev do 3. julija. Z 91, takrat smo nekaj kosov tega protioklepnega orožja pobrali na bojišču po končanih bojih v Prilipah. Več te oborožitve smo pa pridobili in pa minsko eksplozivna sredstva pa tam 15. julija, ko smo šli na Pohorje, kjer je bilo skladišče iz Bistrice, Slovenske Bistrice iz tega skladišča, ki so zvozili iz skladišča na Pohorje in to so bila, jaz bi rekel, strahotne skladovnice. Mislim, da so vzeli kar nekaj dni, se šlepali in noči in tam smo pridobili nekaj, mislim, da je bilo 10-13 teh raketometov in pa nekaj minskih sredstev, tako da do takrat smo bili brez protioklepnih sredstev in to je tudi, mislim, da ne vem sicer, ker sem več stvari bral, nekatere dokumente, mislim, da tudi v teh knjigah to opisano. To je ena zadeva, zdaj pa okrog same vsebine teh knjig in pa trgovine z orožjem. Večji del trgovine z orožjem je potekal preko Posavja. Vsaj, če pa te knjige prebrali, boste ta občutek tudi dobili. Kje smo bili mi in kaj smo počeli? Če bi rekel, moralnega mačka nimam. Takrat sem bil načelnik inšpektorata milice in sem bil odgovoren za delo uniformirane milice v Posavju, tudi na meji. Mi smo vzpostavili kontrolno točko 5 na Obrežju 26. junija, potem nam je Armada prevzela in od 3. julija naprej je bila kontrolna točka. To je bila res samo kontrolna točka, na kateri se ni preverjalo drugega kot več ali manj kontrola vstopa v Republiko Slovenijo. Ni bilo carine, ni bilo blagovnega prometa oziroma kontrole blagovnega prometa. Mejni prehodi so se vzpostavili 10. oktobra 1991. Jaz bi tako rekel, no, da, pa ne, da se poskušamo zdaj upravičevati, vendar izkušnj z delom na meji nismo imeli. Pridobivali smo pomoč iz celotne Slovenije. To je bil razpis, smo dobivali tam preko 100 miličnikov vsak mesec, ki so prihajali in odhajali
več ali manj nezadovoljni, imeli smo več ali manj samo pripede ali bodo dnevnice ali terenski dodatek in podobno. Delo je bilo bolj, ne bom rekel, poslanska zadeva, osoba upravljala korektno. Vendar veste, koga daš pomoč, če moraš nekoga poslati nekam, pošlješ tistega, ki ga ne rabiš. In to se je tudi takrat dogajalo, pa ni to opravičilo. Torej, do 10. oktobra mi nismo sploh imeli podatkov o tem, kaj se dogaja. Čeprav imamo evidentiran prvi dokument, ki je ohranjen o prevozu orožja preko Obrežja 17. septembra 1991. Od takrat naprej se pa ti dokumenti kar kopičijo. Jaz bi rekel, da je zasluga največ za ohranitev teh dokumentov ima takrat načelnik uprave za notranje zadeve Rajko Weber, ki je ohranil en fascikl teh depeš, na večini katerih je podpisan Blejc, takratni direktor varnostne informativne službe. Torej, pod odločanje je bila nezakonita po moji oceni in po našem pravnem redu. Odločal o tranzitu in o prodaji orožja je odločalo Ministrstvo za obrambo, ki je obveščalo Ministrstvo za notranje zadeve, ki je odpiralo mejo. Meje ni odpirala tista služba, ki je bila pristojna za mejo, to sem oddelek za mejne zadeve in tujce na upravi milice, ampak je to delala varnostna informativna služba PIS. Zunanje ministrstvo, ki bi moralo biti pri vsaki taki zadevi in posod v demokratični družbi, je vključeno, o tem nič ni vedelo. Kaj je počela carina, jaz ne vem. O tem ne vem, oziroma Ministrstvo za finance, katerim je bo podeljena carina. Pa tudi neko dopravičilo, blagovni promet je stvar carine. Stvar milice na meji je kontrola dokumentov za prestop meje, torej ali izpolniš pogoje za izstop ali vstop, ampak tudi to nas ne upravičuje. Takrat smo mi temu rekli izjeme od mejnega režima. In smo te izjeme od mejnega režima sprejemali kot dobronamerno in pa kot eno pomoč našim sosedom, ker smo se dobro zavedali, da če nimaš dobrega orožja, da je težava v kakršnikoli vojni oziroma kakršnikoli spopadu. In smo to sprejemali, kot da pomagamo našim sosedom, zlasti Hrvatom. In to ni bilo nobenih niti najmanjših sumov, da gre za kakršnikoli denarje. Ko je bil Vuki nadobljen na Obrežju z tistimi, v enem podatku je v enem depeši je 3 milijone, v drugi depeši je 3 milijone 700, v te tretji je 3 milijone 500, ampak dobro, 3 milijone, zdaj najnižji znesek. Takrat smo vedeli, da gre za, torej ne moramo reči, da smo več vedeli, smo vedeli, da gre za denar. In smo mislili, da se pač ta denar, da se orožje prodaja legalno in da gre v proračun, oziroma da se pač evidentira. Niti pojma nišče ni imel do Mogetove komisije v bistvu, da je šlo za privatne žepe ali pa strankarske, ne vem, ampak ni v državnem proračunu tega denarja ni bilo. Torej, pot je bila taka, da je minister za obrambo izdal dovoljenje za tranzit oziroma za prevoz. Miha Brec je napisal depešo, je poslal v Novo mesto, da se na mejnem prehodu Obrežje, če konkretno za Obrežje govorim, ne opravi mejna kontrola, oziroma da se omogoči neoviran prehod. In na tak način so šli konvoji in konvoji. Mislim, da je bilo dobro to, da smo na upravi za notranje zadeve takrat vztrajali na tem, da dobivamo pismene dokumente, torej te depeše. Od začetka je to potekalo vse po telefonu. In na naše vztrajanje so te depeše začele potem do septembru, oktobru 1991 prihajati. To je edini dokument, ki nas opravičuje, ker nezakonitega dejanja, tudi če ti ga nadarjenje od ne smeš opraviti na ustni ukaz. Moraš zahtevati pismen ukaz, in če te pismenega izda, moraš nalogo opraviti in obvestiti predstojnika. Koga češ obvestiti, če te to nalogo da tvoj predstojnik? To je minister, oziroma od njega pooblaščeni vodja varnostne informativne službe. Tako da, kaj če ti smeličnik potem na mejnem prehodu ocenjevati, ali je zakonito ali nezakonito, če ima tako spremstvo. Na Orešju je bil predstavnik Ministrstva za obrambo prisoten v tem primeru 30. oktobra
in je povedal, da je to legalen prevoz za potrebe Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške. Ker Miličnik ni imel nobenega obvestila o tem, je vztrajal, da je treba preveriti in je obvestil stalno službo na upravi za Krško. Takrat so obstajale samo telefonske zveze, drugih faks in ostalih zadev, ki bi dokumente lahko pošiljali, ni bilo. In je ta vodja izmene preveril Ministrstvo za obrambo na tisto številko, katero mu je dal ta predstavnik Ministrstva za obrambo, ki je bil prisoten na BZS. Na toj številki se pač ni dojavil in je potrdil, da to legalni prevoz in naj se izpoti na Hrvaško. Ko smo naslednje jutro preverjali, kdo je na Ministrstvu za obrambo na tej številki telefonski izdal to dovoljenje, tega človeka ni bilo. Torej so nas čisto na enostavno način nasamarili, da smo spustili konvoje preko. Torej tudi teh stvari so se posluževali, tega je bilo veliko. Zdaj, če bi danes ocenjevali, ne vem, težko bi rekel, kaj bi lahko naredili. To se je nadaljevalo vse do 93. leta, to je opisano tudi v knjigi, v 3. knjigi, ko smo pa enostavno zahtevali pismene dokumente, brez pismenega dokumenta, konkretnega več ni bilo prevoza in takrat se je zadeva vsaj v legalnem smislu končala. Če je kdo bral blok od Kunstla, mislim, da je dobro, Kuk je tam vse res ali ni, ampak sam sebe spravlja v zagato. Tam opisuje primere švercanja orožja po zeleni meji. O tem mi nimamo podatkov, koliko je tega šlo na zeleni meji, tako da tudi v teh knjigah tega ni, ker o tem trgovini preko zelene meje ni dokumentov in jih nikoli ni bilo. Tako da jaz bi rekel, da jaz temu, kar je v teh knjigah enostavno ne da verjamem, podkrepljeno z dokazi, z dokumenti in še enkrat vse priznanje obema avtorima, ki sta veliko naredila za razjasnitev tega za nas, to sramotnega dejanja. Pa za zaključek bi rekel to, kar je rekla, mislim, da spomenila Hriber v predstavitvi prve knjige v Ljubljani. Če imajo borci narodnostne borbe težave, oziroma da jih obsojamo zaradi povojnih pobojev, pa niso nič krivi, ker niso ni tega počeli, pa krido drug. Pravi, da bo enako se zgodilo z veterani, če se trgovina z orožjem ne bo razčistila. In jaz bi pritrdil tej njeni misli v tem smislu, da kdo bo koliko odbral te knjige, bo rekel, ja, kaj hudiča ste pa vi v policiji počeli. Vse ste omogočili to trgovini. In dejansko je potrebno te stvari enkrat razčistiti in tudi povedati resnico. Čudi me pa, da po 3 knjigah nisem še slišal, da je kakšna ovadba podana zoper avtorja. Zoper nekatere se pa hitro podaja, oziroma vrsta ovadb je bila podana za druge, ne vem, očitno, da ni zakaj ovadbe, da vse res. Hvala lepa. V bistvu, ja, dolg časa sva cincala, pa nisem vedela, kako se lotiti. Jaz sem bil tako, se že tudi umahval, da ni to res stvar, ki bi prodrla ob vseh teh silnih informacijah, ki so vse prebijale, o katerem se je že govorilo v javnosti, pa potem je zamrlo, potem ponovadi pred volitvami prišlo na dan spet in se je, tako jaz pravim, da je ta zadeva orožarska zgodba, je kot albanska podmornica, ki tako pluje, da zrak zajame, pa nekako premočrtno, brez kakršnih koli ciljev. No, ampak res ta preboj je bil, ko smo dobili dokumente. V bistvu, če lahko povem na kratko to zgodbo, bila še nekaj, dej, tamle napiš prošnjo državni zbor, da pač če dajo te dokumente in boš pa videl, in jaz sem poslal prošnjo in so mi čez pač v roku zakonske, to so se držali odbito, zavrnjeno in spod je bil podpisan generalni sekretar državnega zbora takrat leta 2008, Lovro Lončar, mimo grede, on je danes član Janševega kabineta, gospod Lončar. Pa bila še, kaj pa smo malo reč njegov zavrnili gotovo, pa gremo naprej, pooblaščenki se žalbo, pritožbo in sem rekel, ja prav, pa sem pa dal to pritožbo in potem so bile pa res zanimive štorije, so se naprej dogajale. Namreč
Jaz, ko sem bil, da je zavrnjeno, potem tiste drobne tiskniti nisem to bral, ne, sem pa pojem prebral, ki je pa v bistvu pooblaščenka rekla, da se pa to splača malo pogledati, ker tam piše, da je gradivo ni dostopno, ker gre za arhivsko gradivo in je pač za 40 let nekako zaprto, ne, tako. Torej, hvala lepa, pridite čez 40 let, ne. Ok, potem je pa ona rekla, zdaj me pa zanima, koliko je to, ne, arhivsko gradivo in je šla v parlament in je bilo res zapakirano arhivsko gradivo, ne. Sam problem je bil eden, ne, da je bil datum, kdaj so ti dokumenti postali arhivsko gradivo. Mislim, da je 2 ali pa 3 dni potem, ko sem jaz to prošnjo vložil, ne. Pa je pa rekla, opa, to pa ne gre, dajte, kršili ste zakon, dajte sem, ne. In v prvi tranši sva dobila vso dokumentacijo, ki nima oznake zaupnosti, ne. Zdaj, kar se tiče oznake zaupnosti, bi mogel vprašati kakšnega človeka, tisti, ki je to delal, ne. Po kakšnem kriteriju oziroma kakšno metodo je uporabljal, kaj je lahko zaupno, kaj pa ni zaupno. Ker so bili dokumenti res taki, da glava peče po domač povedan, ker vidiš pa nobene oznake zaupnosti. Bili so pa taki brezvezni, da ne vem, da je šlo za naročilo svinčnikov, paradic za obrambno ministrstvo, tam pa zaupno vojaška tajnost. Tako da že to je bilo malo čudeno, ne. Ampak pooblaščenka je tako rekla, ok, zdaj zaenkrat je to, brez oznak zaupnosti dobita, zdaj pri tistih dokumentih za oznaka zaupnosti bo pa treba, tako je rekla, malo več pravne telovadbe, ne, in je se kar res je bila orang telovadba takrat, ne, ampak spet zahvaljujoč neumnosti ali pa nespameti ali pa nepazljivosti uslužbencev na obrambnem ministrstvu smo pa dobili res tiste dokumente, ki pa podajo še dodatno oziroma pravo sliko in še potrdijo to, ker so prejavni viri oziroma tisti dokumenti, ki so jih pridobila, še kot pika na i. Namreč po zakonu o tajnih podatkih, v bistvu nov zakon je začel v 1950, dokumenti so bili pa od 91, 92, 93, ne, in je bilo treba preoznačiti in so potem zelo pazljivo to preoznačili, ne, s tem, da je novi zakon pa nalaga, da je treba pa na vsake toliko časa bi rekel, pregledati, ne, a še zdrži ta stopna tajnosti, ne, in nekako treba narediti stopna, ko se temu reče, preizkusa, ne, a je lahko škodljivo, ne, recimo posledice, če se ta dokument pojavi v javnosti. Problem je bil, da to ni bilo narejeno pri nobenem od dokumentov, druga stvar je pa bila problematična, da je to delala neka gospa na obrambnem ministrstvu, ki za to ni bila pooblaščena. V zakonu o tajnih podatkih pa točno piše, da to lahko stori minister, njegov pooblaščenec ali visok oficir in tako naprej. Točno je jasen zakon, zakonov niso spoštovali na obrambnem ministrstvu in pooblaščenec, kako je šla oziroma ta ekipa, tudi je več sodelov dobila, moram reči, da se je zelo potrudila in da je celo sama si prizadeva, sama je dosegla to, da je našla še dodatne sodelavke, ki so imeli možnost dostopa do dokumentov za oznako zaupnosti. Prej, na začetku je samo ona imela dostop, potem so še 3, potem 4, mogoče zdaj še več svetovalk njenih sodelavk, ne. Tako, da je bila stvar, da je bila čim hitrejša, da so lahko čim več dokumentov pogledali in da so ugotovili, da se pač te dokumente more dati, ne. Druga stvar, ne, kako pridobiti ljudi, ki bi hoteli o tem govoriti, ne. Mogoče Blaž misli drugače, ali pa tudi ne. Jaz sem mislil, da bojo bolj govorili. Mislim, da se bojo bolj odprli, da bojo povedali tisto, kar naju zanima, ne. Ampak ni bilo tako, ne. Zdaj, zanimivo je nekaj, gospod Molan je prej dobro povedal, kako se je to dogajalo, koliko se je vedel oziroma ni vedel, kako se pravzaprav ni dalo, ne, karkoli zvedeti od ljudi, tih uslužbencev, so bili tam, nekatere je to zanimalo, nekatere je to motilo
In potem so poskušali, so sprašvali nadrejene in v teh pričevanjih interne preiskave z leta 1994, ki ga je upravila pač komisija, ki jo je ustanovil Kacin, takrat je bil šef obveščevalne Marjan Mihlavčič. In ta ekipa strokovnjakov, kriminalistov, 4 so bili, so kar fajn zaslišali te fante tam na obrambnem ministrstvu, takrat so še vedeli, velik spomin je še deloval, to je bilo le par let potem. Drugo je, leta 2000 in več, ko je bila ta preiskovalna komisija ustanovljena, to je pa že kar več let in šel pozab pa še nekako. Še drugo je, pred poslanci, predstavniki ljudstva govoriti ali pa pred svojimi kolegi. In doskrat je bilo tam, recimo primer, ko je nekdo rekel, je Madonca, kaj pa tele mustašem dajemo orožje, smo bili tiste oznake host, pa črna srajca, pa en kar olan, ki jim zaračunavamo, pa je prašal, kaj pa ti mustaše kaj delajo, pa so rekli, sam tih bod, pa da nobeno napoveš, to ni tvoj posel, to ni tvoj sektor, ne vmešavaj se in če hočeš sam se dobro, pa službo ohraniti, nehaj. Tako da, ni bilo tako enostavno, mogoče bi outsideri, novinari brali Madonca, so nič niso povedali, to je resna stvar. In še več primerov. Nekdo, ki je nama veliko pomagal pri knjigi, ko se je sicer ni razkril s svojim imenom, ko je bil visoko v tej hierarhiji na notranjem ministrstvu in je povedal, rekel, poglejte, še danes sem jaz nekako v očeh kolegov izdajalec, ker oni sumijo ali pa tudi vedo, da jaz novinarjem povem, da sem jaz kriminalistom, kolegom kriminalistom te stvari povedal, da mi ni bilo všeč, ko sem videl, da tam s tem denarjem, z orožjem kupujajo neke, se preseravajo po domač povedan, gostije prirejajo, dnevnice si pišejo na veliko, avtomobile kupujajo, ne vem kaj še vse. To pač so nekateri hemotili in ko so to povedali dan naprej, so bili proglašeni, črna pika, proglašeni za izdajalci, češ ti pa nisi način. Kaj se je zgodil? Tem v suspenzu so bili, so jim že kaj najdeli, če jim niso najdeli, so pa sproducirali tako, se je bilo kako pa dela, in so še tako, rekel, izobčeni, so diskreditirani, tisti, ki so sodelovali na tem poslu, so ali pa bili tih, molčali, mogoče so tudi oni dobili kakšne privilegije, ne vem, to vsak sam ve, vsak naj se sam pri sebi vpraša, recimo, kdo je bil v teh strukturah. 42 ljudi bilo zaslišanih, približno 2 ducata od teh jih je res povedali, kaj se je dogajalo, da so tam pač gotovino štel, da je Rušin tam razpolagal z njo, da je hodil pač z denarjem sem pa kaj, da je Cimerman prišel, pa denar vzel, pa so ga tam po noč štela. Eni so to vedeli, pa povedali, eni so vedeli, pa niso hoteli povedati, tako da se nikogar ne obsojam, ampak vsak sam ve, koliko je lahko povedal, koliko ni smel povedati, koliko si je lahko tvegal. Recimo drug primer je bil, ko je v sektorju za tehniko vojaške obveščevalne službe zginili, zdaj ne vem, koliko je bilo, 8,000 ali 10,000 mark, zginili je. Kaj pa zdaj, ta denar je bil trgovine z orožjem, eni rekli, gremo kriminalistom, boš se rekel, to je bil pač denar, ker se ne sme vedeti, da tako ti je izvor denarja. Rekel, tih bodno, pa so bili tih in enega je pobasal in potem sem, 80 celo, se mi zdaj, jaz s številkami nisem tih govoril, glavno, kar precej velik se je že kje so, ta denar so dobili, veste kje, tako da je na vrh gor v strešniku, po tem unah trama ga je zataknil, nekaj dal, pa ko bo priložnost, da bo šel iskati, vzel pa v žep dal, ampak so se prej selili, ga je pač, čas prehitil in, torej, hočem povedati primer, da tudi tam so bili tako, nekakšna taka kot kriminalna združba, en druga so ščitili, vsak je lahko delal, kar je hotel. In potem tam eden obveščevalci je pa tako, zelo pametno rekel, zdaj ne smemo posploševati. Z orožjem se je trgovalo za gotovino z vednostjo predsedstva, celotnega, preko vodstva slovenskega političnega, potem z vednostjo ministra, pa brez vednostjo
brez vednosti političnega vrha ali pa z vednostjo ministra in tega šefa obveščevalnja Lovšina ali pa z vednostjo obeh ali pa samo z vednostjo ministra. Tako vse možne kombinacije, tako da nihče ni točen vedel, kdo je to vzel. Je pa res, da so potem pri epilogu vse te zgodbe je bil tak, da je tisti, ki so imeli toliko poguma, so povedali. Vse se je, o cenah je odločal, vse cene je odločal Janša. Zelo malo Lovšin, če ni bilo slučajen ministra, je potem Lovšin na podlagi poprejšnjega dogovora rekel, no, cena je približno taka. Tudi izsledki komisije te preiskovalne interne so dokazali, da je ta denar se kanaliziral k Janši, da je potem šef protiobveščevalnega oddelka je povedal, da je Zimmermann, ta referent od Lovšina, 5-krat s polnim kovčkom denarja šel v Avstrijo in ga tam pač dal v neko banko, kje je ta denar končal, kako se je potem razpršil po svetu, to pa lahko ugibamo, to je stvar kriminalistov, to je stvar Interpola, mednarodne preiskave, žal do tega ni prišlo, ker je pač naši vrli tožilci to so pač zavrli. Gospod Molan je prej omenil 30. oktober, ali 31. oktober, 30. No, ampak mi da so uspeli rekonstruirati, da takrat je bil konvoj, ki potekal v 2 dneh in to je šlo za isti ponos, to je bil 30. in 31. oktober, šlo je do Žnice, prodano je bilo v Slavonijo in v bistvu cena tega transporta je bila okoli 8 milijonov mark, da so 25-stotni popust, ker je kupec bil v bistvu Karlo Dorinšek, slovenski general, ki je pomagal tudi slovenskim obveščevalcem. In skratka, vse te informacije so bile skrite v drugih dokumentih. V bistvu jedro je bilo res, kako to združiti in nekako, bilo je veliko suhoparnega dela, to bilo res utrujajoče. Jaz se spomnim, sem prav razmišljal, a čemu tipkati registrske številke tablic notranje, ker to je bilo na enem listu, je bilo po 40 številk. In sem rekel, ok, če ne bom zdaj, ne bom nikoli. In se mi zdi, da je to ena najbolj koristnih odločitev, ker potem, ki smo imela vse registrske številke tovornjakov v teh bazah podatkov, smo lahko vsak tovornjak, ne da vsak, ampak da določene najbolj pomembne konvoje brez slehernega dvoma lahko našla dokument in dokazala, ladja je prispela v Koper, recimo iz Romunije, naloženo je bilo na ta in ta tovornjak je potoval na relaciji Koper-Ljubljana-Obrežje in potem je prestopil mejo. Tako da, v bistvu to je nekako tudi tega trdega, manualnega dela, samo tipkanje nekih podatkov in pol čez čas, bi rekel, da se izplačava. V prvem poglavju Brnik, ko je obrambno minister oziroma Bavčarjevo ministrstvo, notranje ministrstvo in Kosi, njegov svetovalec, kako je prodajal to orožje, tam je točno bilo napisano črno na belem, Kosi je bil zelo natančen in je napisal tok in tok sem dobil denarja od orožja, od tega in tega orožja, količina, cena in potem je predal zvonarju. Zvonarje pa potem dal temu kolirju Anžiču, da je nesel v Dafermasovo banko v Avstrijo. Tako da tukaj je pa res tisto, ki pa vsaka strese presume, zakaj lahko tako, tako mrtvo hladno, take najbolj tajne stvari so delali. Mafija ne pušča sledov, trgovci z orožjem ne puščajo sledov. In ko sem se pogovarjal tukaj blizu tam na hrvaški strani z hrvaškim vojnim analitikom Franom Višnjarjem, je pa tako, ko sem mu povedal, pa tudi videl je te dokumente, rekel, tle ste pa res mojstri, pa še nisem pokapiral, sem rekel, kaj je problem, tle je rekel, pa dobro, rekel, ko ti prodajaš orožje, ne moš imeti sabo godbena pihala, ker rekel, Slovenci ste pa raven to delali, da se je razvedel in Kosi, kakorkoli bil natančen, vesten, priden zapisovalec, je potem dobil tudi poglav od svojih kolegov verjetno, da je tako javno razkrival oziroma tako
puščal sledi za sabo, ne, ker pač to se ne dela in zato je tudi sami mu težave, so mu grozili, ne, in je potem se čisto maknil in še danes mislim, da noče o tem nič govoriti. Ja, imate prav, ne, denar nekje je, ni mogel kar polikati, ne, to je tisto, kar nas skozi Srbi, ki je nekako ni odgovora, ne. Zdaj, če ne bo, bi rekel, politične volje, če ne bodo tisti sami akteri pač povedali enkrat, ne, in dali ven informacijo, poročilo, ne tisto, kar je tukaj objavljeno, ne, zdaj obrambni minister je res, to njegovo poročilo je nezadostno, ne, jaz osebno nimam proti nikomu, niti proti Janši, niti proti, ne vem, Kučanu, ampak kot državljana Republike Slovenije pa mene in tudi verjetno vse ostale zelo zanima, ne, zelo, bi rekel, zainteresira, kje je ta denar, ki je pravzaprav denar davkoplačevalcev, vse to orožje, ki je nekdanje JLA, ki se je znašla v skladiščih v Sloveniji, to ste vi sami, to so naši očetje dajali, ne vem, kakšne težke procente v Beograd, da se je potem to orožje kupovalo. Ne? Zdaj, gospod Molan je prej eno zanimivo zadevo rekel, ne, obveščevalne službe vejo, točno, ne, to je tisto, ki pa lahko tudi nas skrbi, ne, kot bi rekel državljane Slovenije, kako je naše vodstvo lahko s tem obremenjeno. Zdaj bom vam povedal podatek, da nemška obveščevalna služba razpolaga z informacijo, da je 42 milijonov nemških mark bilo prenešenih v gotovini Slovenije v avstrijske banke. To je podatek, ki oni razpolagajo z njim, kaj lahko naredijo, si lahko mislimo, ugibamo, lahko obremenijo, ne vem, koga, ki je zdaj na vrhu oblasti, lahko ga pač s tem držijo, če ne boš ti, bi rekel, delal tako, kot nekak naša politika narekuje, ne. Nemčija ima pač interese tukaj v Sloveniji, ima interese pride do Kopra in tako naprej. Potem bomo razkrili ta podatek in to je tisto, ki človeka zaskrbljuje, ki ga boli, ne. No, 2 uri je menil, zdaj jaz upam, da niste preveč utrujeni. Seveda bi se dal še veliko o tem razglabljati in debatirati. Vsega pa seveda tudi ne smemo povedati, da boste vsaj knjigo kupili, ne. Hvala vsem, oziroma avtorjema in Mihi Molanu. Hvala vsem za obisk in nasvidenje.